Tudi v letu 2023 je potekal natečaj za najboljšo tehnološko rešitev v čebelarstvu. V nadaljevanju vam predstavljamo 3 zmagovalce natečaja in 3 izdelke, ki so se uvrstili v ožji izbor. Pri točenju medu se pogosto srečamo s tresenjem, premikanjem in celo poskakovanjem točil. Odgovor na to je sistem, ki je po načinu delovanja podoben sistemu ESC v avtomobilih in deluje tako, da vgrajena elektronika konstantno spremlja vibracije točila in skladno z njimi uravnava moč motorja, tako da zniža ali zviša hitrost vrtenja točila. Točilo se tako ves čas vrti z najvišjo možno hitrostjo, ki še zagotavlja njegovo stabilnost. Sistem je uporaben kot samostojna nadgradnja za obstoječa točila, prek pametne vtičnice in senzorjev, ki se namestijo s pomočjo magnetov, ali kot elektronika, ki se jo integrira v motorni pogon točil v fazi njihove izdelave. Gre za patentiran sistem, ki v svetu do sedaj še ni bil prikazan. Plinski sublimator predstavlja alternativo sublimatorjem, ki za delovanje potrebujejo elektriko. Avtor je izdelal sublimator, ki za gretje uporablja plinski gorilec, katerega vžigalni sistem zagotavlja varno in priročno vžiganje, ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udoben položaj roke med sublimacijo, šobo za reguliranje dostopa zraka pa reguliramo jakost plamena. Sublimator vsebuje komoro za oksalno kislino, cev, ki se pritrdi na gorilnik, cev, skozi katero se sublimirana oksalna kislina dovaja v pan, in pa 3 dozirne kapice, ki obenem predstavljajo pokrove sublimatorja. Na izpustno cev se lahko namesti tudi fleksibilno cevko, zaradi katere je uporaba naprave mogoča na različnih tipih žrel in panjev. Za zaščito pred previsokimi temperaturami sublimiranja se priporoča plamen gorilnika nastaviti na najnižjo jakost. Kot odgovor na razmeroma zahtevno in časovno potratno ročno pridobivanje cvetnega prahu iz kopanca so v laboratoriju za robotiko na Fakulteti za elektrotehniko razvili precizni robotski sistem na osnovi kartezičnega robota. Namenjen je pobiranju cvetnega prahu iz kopanca iz deviškega satja. Klasičen, nerjaveč pobiralec cvetnega prahu je nameščen na vrhu robota, leta pa pobiralec pomika po satju, zazna polne in prazne celice ter pobira cvetni prah ter ga prenese v zbirno posodo. Izdelek je bil premierno predstavljen na sejmu API Slovenija, gre pa za prototip, ki za praktično uporabo potrebuje še dodatno optimizacijo. Prašilček je predelan na 4 dele, njegova glavna posebnost pa so sati. Osnova zanje je LR-SAT standardne mere, ki je razdeljen na 3 enake dele, kateri so med seboj spojeni s tečaji. Zložen sat tako tvori 3 manjše sate, ki so vstavljeni v po eno enoto prašilčka. To omogoči lažji pregled. Po koncu sezone pa se sat razpre, fiksira z zatičem in se lahko uporabi kot sat v nakladi LR panja. Visoka podnica je primerna za uporabo z nakladnimi ali AŽ panji. V obeh sistemih se lahko uporablja na več načinov. Kot podnica s polnim dnom, kot tesni vložek ali kot notranji smukalnik cvetnega prahu. Vsi sestavni elementi so ves čas prisotni v podnici, ob različnih namenih uporabe pa se menja le njihov vrstni red v utorih v steni podnice. Poleg omenjenega je posebnost podnice tudi v samo podnico pomaknjeno žrelo.
Večnamenska podnica omogoča krmljenje čebel, uporabo kot tesni vložek, za kar v podnico vstavimo mrežo in ploščo za kontroliranje odpada v rod. Za namen pobiranja cvetnega prahu mrežo prestavimo v spodnji del, nanjo položimo predalček za zbiranje cvetnega prahu in namestimo element s smukalno ploščo. Pregradna plošča preprečuje padanje drobirja v zbrani cvetni prah. Zračnost podnice ter velika razdalja med plodiščem in predalčkom preprečujeta nabiranje vlage in kvarjenje cvetnega prahu.